Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še s komentatorskega mesta tu v Kidričevem, kjer torej čakamo na začetek predzadnje tekme 16. kroga. Obračun med Aluminijem in Olimpijo je pred nami. Pavlović, še enkrat Džalobade, Aldair, tokrat dvojna podaja. Pa prečka na koncu celo Ljubljančanov, Dukić je poizkusil. Slednji je tisti, ki je žogo poslal v kazenski prostor Aluminija, ki se še vedno ne more otresti. Gneča je pred vrati Aluminija, nekaj težav so imeli Kidričani, zdaj z izbijanjem. Kadrić potem samo za trenutek, pa Zilkić proti Kapunu. Milović je še vedno pred vrati, Milović je poizkusil obramba Janžekoviča. Najboljši strelec Aluminija, 4 zadetke je dosegel v tem prvenstvu. Prav se je ekipi pridružil še po začetku sezone. Kadrić je zdaj v kazenskem prostoru. Kadrić strelja! Priložnost je bila to prva prava. Zilkić s predložkom, Nkama je najvišji. Boači lahko zaključi. Dober strel je bil to Boačija. 35. minuta teče v Kidričevem. So morda prekinitve lahko nevarnost. Nkama je pred vrati. Čič pušča, da se igra nadaljuje, podoben kriterij, ki ga je imel seveda že v Domžalah v petek zvečer, pa Dukićev zaključek. Olimpijin protinapad je zdaj stekel, Dukić se odkriva na levi strani, Zilkić ga je opazil, to je priložnost za Olimpijo, Dukić podaja pred vrata in na koncu vendarle brez zadetka. Ljubljančani so vmes signalizirali tudi igro z roko. Še traja ta Olimpijin napad. Nukić, ponuja se Kapun. Dukić se je odločil za strel z razdalje, toda s Kadrićem, pa zdaj Dodlek s predložkom Martića je žoga preletela in na koncu mislim, da celo oplazila. Zilkić je krenil zdaj v protinapad. Ali se bo igra le razživela v tem zaključku? Zilkić poizkuša mimo vrat. Almedin Zilkić, tudi bivšega Olimpijinega napadalca, ki je zdaj v konici pri Kidričanih. Krefl. Krefl prebil je nekako Boačija. Krefl in zdaj je tudi Aljaž Krefl zadel prečko. Krefl podaja proti bližnji vratnici, toda tam ni bilo nikogar od njegovih soigralcev. Odbil je Futač, ki se v prekinitvah vrača v obrambo. Priložnost zdaj za Aluminij, kakšna obramba Vidmarja. Martić je imel priložnost. Prednost pušča Vinčić, potem ko je Zilkić dobil udarec. Fink z diagonalo, priložnost za Olimpijo. Futač je pred vrati in uspel je Luka Janžekovič zaustaviti Futača. Tega kota Krefl proti bližnji vratnici odbijajo Ljubljančani in vsaki bo Slavko Vinčić odpiskal konec. Tule morda še ena priložnost. Krefl podaja, pa Prša, ki je v kazenskem prostoru in vendarle zadetek. 1-0 za Aluminij v 94. minuti. Prša, čeprav mislim, da se je žoga odbila od enega ljubljanskih branilcev in prava drama v šumi. Na koncu smo vendarle dočakali zadetek in poglejte tole slavje nogometašev Olimpije v 4. minuti sodniškega dodatka. V tem trenutku je Slavko Vinčić že odpiskal konec tega srečanja in zdaj bomo seveda lahko videli, kaj se je dogajalo v tej gneči pred vrati. Takole je Krefl preigraval, poslal žogo proti Prši, z težkega položaja je Prša ustrelil. Timi Makš Elšnik pa je zabil avtogol, takole prevaral Nejca Vidmarja. Bi Oskar Drobne, trener Aluminija. Pred tekmo smo se pogovarjali, dejali ste, čakate, da vas nogomet nekako nagradi. Danes vas je, se strinjate? Ja, sigurno. Glede na to, koliko smo imeli težav v sestavu 11-terice, kaj se nam je dogajalo v zadnjih 2-3 dneh na devi mladega Šaubaha
Seveda, fantastično. Tako ste že omenili, nogomet je včasih krut do nekoga, danes je bil pač krut do Olimpije. Moram pa poudariti, da smo mi na domačem igrišču že ogromno točk izgubili letos. Glih po tem receptu, ko smo bili boljši, pa nismo uspeli zabiti in smo prejemali nesrečne gole. Danes se nam je to obrnilo in seveda smo prezadovoljni. Zdaj borbe in želje, ves čas ste ponavljali, ne morete očitati fantom, dobro delajo na treningih. Bo tale zmaga zdaj pred reprezentančnim premorom res en tak balzam za nadaljevanje dela? Ja, sigurno. Lejte, pred tekmo smo se pogovarjali o lestvici, zdaj je lestvica čisto drugačna. Ne? Tudi pauza je lepša, ko se gre v pauzo z osvojenimi 3 točkami in pa seveda za prepotrebno mirnost pri igralcih. Vse igralci niso bili, ne vem, da bi bili nervozni, ampak vseeno se pa čuti pritisk. Moram pohvaliti, še enkrat jih moram pohvaliti za prikazano na igrišču, za pristop in danes se s to nagradili in kaj češ lepšega. Če se dotakneva še Luke Janžekoviča, danes res fantastična predstava, potrebno je tudi nekako izpostaviti. Kako pomembno je za ekipo, da ima razpoloženega vratarja? Ja, absolutno. Luka, veste koliko Luka pomeni za nas, je zelo kvaliteten vratar, daje nam to sigurno samozavest. Ja, danes je parkrat zelo dobro posredoval. Mogoče niso imeli mi toliko strelov na gol pa priložnosti, ampak smo pa vseeno bili v določenih situacijah, ki bi jih lahko tudi mi boljše odigrali. Tudi Vidmar je eno posredovanje zelo dobro imel. Ne? Tukaj danes je ta ekipni duh je danes držal in seveda pohvali Luki, pohvali cele ekipi, še posebej pa moramo čestitati za debi, za mlademu Šabahu, ki se je 90 minut odlično kosil z napadalci Olimpije. Najlepša hvala in srečno. Hvala lepa. Ja, v moji družbi kapetan in junak pri Aluminiju Luka Janžekovič. Danes najprej z vaše strani fantastična tekma, potem pa vas je pobožala tudi nekako nogometna sreča. Kako ste vi vse skupaj danes tole videli? Ja, nekako po zaključku prvega polčasa sem jaz v glavi premljeval samo to, da radimo še en taki polčas, da bi izvlekli točko. Iz roko na srce v napadu nismo pokazali skoraj ničesar. No. Zdaj, to pa je pač situacija, ki se ti vrnem. Danes so se fantje metali na glavo, bom rekel, za vsako žogo so živeli enostavno in potem jih je to nagradilo in dejansko moglo se nam je to vrniti, zaradi tega, ker pač zdaj nam je kar nekaj tekem sreča obrnila hrbet. Danes pa se je pač to izkazalo, da bom rekel, v zadnji sekundi zadenemo in super, da smo spet ujeli, bom rekel, nekakšen priključek ostalim ekipam. Bo zdaj odhod na reprezentančni premor kaj lažji? Pa ja, mislim, da moramo si zdaj še vseeno smo zadnji, nismo nič naredili, ampak definitivno bo delovna vnema in vse skupaj edinstveno lažja. Hvala in srečno nadaljevanje sezone. Lep pozdrav še enkrat, Dino Skender, trener Olimpije v moji družbi. Pogovarjala sta se pred tekmo, dejali ste, potrebno bo izkoriščati priložnosti, strele, ki so šli mimo že proti Bravo, pa tudi danes kar podobna slika. Kako ste vi videli tole tekmo? Pa dobro ste rekli, od prve minute mislim da smo danas ušli sa odličnim stavom. Od prve minute smo se nametnili, pritiskali, stvarali šanse. Od prve do zadnje minute bi rekao i nažalost nismo uspjeli zabiti gol. U tim trenucima kada jednostavno neće lopta u okvir, onda se nekad zna dogoditi ovo što se nama nažalost dogodilo u 94. minuti. Jedna nesmotrenost i baš onako peh i nesretan poraz. Činilo se da stvarno je samo bitno da lopta pređe liniju po pitanju naše momčadi. Sve ostalo sam vidio i mogu biti jako zadovoljan i sa pristupom i sa igrom i apsolutno nemam im šta zamjeriti, ali jednostavno, nažalost, opet puno šansi, puno udaraca, puno neiskorištenih prilika. Na koncu ste v igro poslali praktično vse napadalce, ki ste jih imeli na voljo. Kaj lahko recimo trener sploh še več stori, ko ekipa pritiska, ekipa napada, ekipa ima priložnosti, gola pa ni? Pa eto, to su sad neke stvari, očigledno nešto još do kraja se nije i složilo kod nas. Mislim,
ovo je samo bila situacija jednostavno kad neće lopta u gol, da se zna u nogometu dogodi da te se kazni za te sve promašaje. Nama se nažalost baš u zadnjoj sekundi to dogodilo da se ne možeš više ni vratiti i da ne možeš više ni pokušati doći do izjednačenja. Mislim da stvarno onako jedan baš nesretan poraz, ali idemo dalje i jednostavno ako nastavimo ovako igrat, treba još ova 4 kola izvući što je moguće više, pa ćemo onda podvući crtu i vidjeti gdje smo i šta smo. Sad smo još uvijek tu blizu vrhu i trebamo dati sve od sebe da već sljedeću utakmicu te šanse se pretvore u golove. Zdaj sledi reprezentančni premor. Kako neprijetno je recimo za trenerja, ko izgubi tekmo, sploh na takšen način ravno pred pauzo, ki sledi? Pa da, to je eto, možda onako malo, bilo bi nam lakše, imali bi mir i bili bi sretniji da se nije dogodilo ovo što se dogodilo. Ali to je nogomet, to je normalno, s tim se treba znati nositi, treba znati se nositi i sa porazima, pogotovo ovakvim nesretnim, i to je jedna isto škola svima nama i idemo dalje. Hvala in srečno nadaljevanje sezone. Ja, v moji družbi Timi Maks Elšnik. Timi, vemo kako pravimo v nogometu, kdor ne da dobi, tole se je danes kar nekako potrdilo. Ja, danes je bil klasičen primer tega. Mislim, da smo imeli pobudo, si ustvarjali priložnosti, napadali skozi srečanje in nismo zabili tega gola in na koncu nas je kaznovalo oziroma smo sami sebe kaznovali. Rezultat na koncu ni takšen, kot ste si želeli, ampak skozi tekmo veliko ustvarjenih priložnosti, dobra igra, nekaj stvari pa je, ki jih lahko recimo pozitivnih vzamete naprej. Ja, iz tega bomo definitivno probali izvleči nekaj pozitivnega, ampak zdaj je res težko v trenutkih po tekmi. Mislim, da se to že v zadnjih parih tekmah ponavlja, da pridemo do strelov, do priložnosti, ampak nismo dovolj konkretni. To je trenutno naš največji problem, da ne moremo zabiti gola. Pričakovati vsako tekmo, da bomo pa odzadaj držali nule, pa skozi celo sezono nemogoče. Tako da mogli bomo delati na tem, zdaj med to pauzo, da bomo bolj konkretni v napadu, ker definitivno imamo kvaliteto, ampak je ne znamo izkoristiti in potem sam tisti zadnji trenutek manjka. Najlepša hvala in srečno v nadaljevanju.